skoraj neverjeten, ampak slovenska policija je začela konje uporabljati pred natanko 100 leti. Hiter razvoj tehnike in pa uvajanje motornih vozil tam v 60 letih prejšnjega stoletja pa je začasno izrinila uporabo konj v takratni milici. Seveda je po premoru, je bila leta 1974 ustanovljena postaja konjeniške policije, ki je vsa ta leta do zdaj samo se širila, krepila in pa mislim, da tudi uspešno delala naloge policije. Konje v policiji ne uporabljajo vse države, denimo od naših južnih sosed pa bivših republik uporablja Srbija, Črna Gora, sicer pa okrog nas denimo Italija, Madžarska, više Nemčija, Poljska, Češka, Nizozemska, Belgija, še nekaj drugih držav. Najdaljšo tradicijo pa imajo Francozi oziroma še dlje imajo pa Velika Britanija. Tam so pa prva uporaba bila v začetku 18. stoletja. Naloge policistov konjenikov so povsem enake, kot jih opravljajo drugi policisti. Razlika je zgolj v načinu in pa v krajih, kjer te naloge opravljajo, tako da so tudi čim bolj učinkoviti. Sicer pa je službeni konj policije izvrsten pomočnik, ki na raznih aktivnostih vedno očarajo tamkajšnje navzoče, še zlasti naše najmlajše. Hkrati pa ta žival lahko na ukaz postane tudi izjemno učinkovito prisilno sredstvo. V naših hlevih imamo trenutno 14 konj, od tega je 6 pasme lipicanec, pri preostalih 8 pa prevladuje slovenska toplokrvna pasma, nadalje 2 sta hrvaška toplokrvna pasma in pa po eden šlezijska in pa madžarska toplokrvna pasma. Poprečna starost teh konj pa je tam okrog 12 let, mogoče za intermezzo, en tak konj v policiji oddela nekje med 6 in pa 9 let. Trenutno je na naši enoti poleg vodstvenega kadra in pa strokovno-tehničnega sodelavca in pa sodelavk zaposlenih še 16 policistov konjenikov, od tega je 13 policistov in pa 3 policistke v konjenici. Kar se tiče oziroma kako lahko postaneš policist konjenik, zelo enostavno. 2 glavna pogoja. Prvi je ta, da najprej postaneš policist, drugi pogoj je pa, da imaš veselje do konj. Samo usposabljanje poteka na naši enoti, poteka 6 mesecev. Drugače se srečuje s 4 sklopi v tem času, se pravi splošno znanje o konjih, osnove veterine in podkovstva, nadalje izvajanje policijskih pooblastil s konja in pa ta 4., tak najbolj obširen del poglavja je pa praktični del. Sledi izpit, potem se pa šele začne tista prava vaja. Moram reči, da je policist oziroma sam poklic policista izjemno zanimiv. Vsak dan se srečuješ z naravo, z živalmi in pa tudi z občani. Stremimo pa čim bolj učinkovitemu izvajanju tudi policijskih pooblastil s konji. Policisti konjeniki uporabljamo opremo specifično oziroma malo drugačno kot ostali policisti. Predvsem imam v mislih jahalne hlače, jahalne škorne z ostrogami. Na glavi imamo pa za zaščito jahalno čelado, ki je obvezna. Pri vzpostavljanju javnega reda in miru uporabljamo pa zaščitno opremo za policista, se pravi celotno opremo. Prav tako je zaščitna oprema za konja, da ne pride do poškodb pri konju.
V bistvu najprej pridemo v službo, zjutraj se seznanimo novostmi, aktualnimi zadevami, potem pa gremo v hlev, uredimo konjske bokse, pripravimo konja za na teren, ga očistimo, okrtačimo, počešemo, posedlamo, potem konja naložimo na transportno sredstvo, odpeljemo na teren, kjer potem začnemo izvajati naloge. Ugotavljanje kršitev z področja okoljevarstvene, kriminalitete, prekrškov, potem iskanje pogrešanih oseb, mogoče pomoč policistom pri odkrivanju in preprečevanju čezmejne kriminalitete, ilegalnih migracij na tako imenovani zeleni meji. V bistvu naša prioritetna naloga pa je varovanje, pomoč ostalim policistom pri zagotavljanju javnega reda na kakšnih večjih prireditvah, po športnih, kakšne demonstracije, kakšni shodi, protesti. Dostikrat tudi preventivno delujemo, se mi zdi kar veliki promotorji policije, predvsem predstavljamo naloge policije na osnovnih šolah, vzgojno-varstvenih ustanovah, vrtcih, temelje na usposabljanju. Ker s konjem pač moraš se ukvarjati, delati ga pripravljen za na teren, zato da je delo varno. Teh usposabljanje je kar nekaj, mogoče enkrat ali dvakrat tedensko, imamo skupinska usposabljanja. Tako da, ja, delo policijskega konjenika mene veseli, mi je v redu in sem ponosen, da sem član tega tima. Začeli smo z osnovami, s poznavanjem konj, avtonomije konjskega telesa. To se je stopnjevalo delo vsak dan, kakšna nova naloga, tako da smo na koncu dejansko znali jahati in tudi odšli na teren. Najbolj mi je ostalo v spominu sama sprememba načina dela. Po 11 letih policije dela na terenu je bila tole ogromna sprememba, čisto drugačno delo. V učni skupini smo vse dni delali s konji. Dragi kandidati, če vas zanima delo policista konjenika in imate radi razgibano delo, delo z živalmi, vam priporočam, da se prijavite na višješolski program, končate usposabljanje in z veliko sreče pridete tudi v konjenico. Uživali boste, delo je res fantastično, sploh res, če vas zanima delo z živalmi. Tako da prijavite se in uspešno usposabljanje.